teme. Kids TV. Ste pripravljeni na nov slikarski podvig? Tudi jaz. Danes bomo narisali gasilski tovornjak. Še preden ga začnemo risati, pa zapojmo skupaj tisto o gasilcu Samu. Jo poznate? Tisti, ki je ne poznate, se jo boste naučili danes z mano. Tisti, ki jo poznate, pa na ves glas zapojte. Ste pripravljeni? Gremo. Ko zasliši zvok siren, šine kakor spodboden, že v gasilski voz drvi, v 7 trenih odbrzi, ker samo gasi vsak požar in se voz mu blešči, dan na dan topet skrito ni, da samo vse pogasi. Pelje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi vsak požar in se voz mu blešči, dan na dan topet skrito ni, da samo vse pogasi. Ha! Samo vse pogasi, mi pa znamo skoraj vse narisati. Gremo risati? Pejmo. Tudi danes nam bodo v pomoč Čivčav knjigice. Čivčav ima knjigo z zimskimi motivi, pa ima knjigo z živalmi, v delu pa je tudi knjiga, kako narisati vozila. Danes bomo mi narisali skupaj gasilski tovornjak, v kratkem pa boste lahko skupaj s knjigo Čivčav risali še ostala vozila. A gremo risati? No, dajmo končno začeti risati. Takole, gremo najprej pogledati napotek številka 1 in sicer tale pravi, da z modro barvo narišemo kolesa. Pa bom jaz izbrala modro barvo in narisala kolesa in sicer en krog, pa drugi krog, pa pustimo nekaj prostora vmes, pa narišemo še tretji krog. Napotek številka 2 pravi, da moramo v vsakemu krogu narisati še po eno piko notri. Pa si bom jaz izbrala, a lahko črno barvo? Si bom izbrala črno barvo, da bom narisala pike noter. 1, 2, 3. Napotek številka 3 pravi, gledajte, da narišemo celo karoserijo okoli. In sicer je tak ukrivljen pravokotnik, bi lahko temu rekli, pa ker je gasilski tovornjak rdeče barve, bom jaz uporabila rdeč flomaster. Se pravi, naredimo, kako sem rekla, nek ukrivljen pravokotnik, takole, in tukaj še povežemo vse skupaj. In že počasi dobiva naš gasilski tovornjak obliko. Gremo na napotek številka 4, kjer naš gasilski tovornjak dobi okno in 2 črti tukaj le spodaj, zato da lepše zgleda. Pa dajmo najprej okno narisati. Tukaj le na desni strani zgoraj bomo narisali tak kvadrat. Se pravi, narišemo v bistvu eno navpično ravno črto, pa eno vodoravno ravno črto, in če gledamo takole tale del, dobimo pravzaprav nek kvadrat. Pa gremo na pozabila sem črte, ok, še črte, takole, ena ravna vodoravna črta, pa še druga ravna vodoravna črta. Vam je uspelo? Če imate ravnilo, ga lahko uporabite, potem bodo črte veliko bolj ravne. Jaz ne uporabljam ravnila, ampak vse rišem prostoročno. Naš gasilski tovornjak dobi gasilsko cev, in sicer tule na levi strani tovornjaka bomo narisali kot nekega takega zavitega ploščka. Takole poskusite mi slediti, tako, in bo to naša gasilska cev. Vam je uspelo? Kot polžek, veste, takole. Se pravi, začnemo znotraj in gremo na ven in rišemo kot hišica od polžka
nastane dejansko taka lepa gasilska cev. Tule na koncu gasilske cevi moramo narisati še v bistvu nastavek, skozi katerega bo kasneje špricala voda, in tale nastavek je lahko trikotne oblike. Takole. Na napotku številka 5 je narisana tudi lestev oziroma neka osnova za lestev. Tule zgoraj bomo narisali najprej eno ravno vodoravno črto in nekoliko više narišemo še eno vodoravno ravno črto. Gremo na napotek številka 6, kjer lestev dejansko postane lestev. Narišemo jo vmes navpične črte. Takole. Kako vam gre? Kar počasi. Če vam ne gre zaenkrat še najbolje od rok, si zapomnite, da večkrat, ko boste gasilski tovornjak narisali, lažje vam bo. Gremo naprej na napotek številka 7. Naš gasilski tovornjak bo dobil še 2 okni, pa sprednjo in zadnjo luč in seveda sireno. Sireno, ki tuli takrat, ko se gasilskemu tovornjaku in ekipi mudi na kraj požara. Pa narišemo najprej tule 2 okni, in sicer v obliki 2 kvadratov. Takole. Dobro, zdaj pa še sireno na strehi v obliki polkroga. Takole. Pa narišemo še nekaj navpičnih črtic okoli in okoli, da je videti, da sirena res tuli. Pa rekli smo še sprednjo in zadnjo luč, jaz si bom izbrala rumeno barvo. Takole rumena za spredaj, pa še rumena za zadnjo luč. Pa gremo na napotek številka 8. Na napotku številka 8 bosta naši okni dobili še po 2 vodoravni črti. Pa bom spet vzela rdeč flomaster, da bom narisala najprej eno, pa še drugo črto in tukaj še eno, pa še drugo črto. Sireni smo že narisali ravne črtice, da vemo, da pač sirena utripa in tuli. Enako bomo naredili pri sprednji in zadnji luči. Se pravi, črte okoli in okoli, da vemo, da lučke svetijo, sirena tuli. In potem imamo še napotek številka 9, ki pravi, da pobarvamo gasilski tovornjak. Ker mi nimamo toliko časa, jaz predlagam, da gasilski tovornjak doma sami pobarvate, in sicer po navodilih iz knjige Čiv čav. Se pravi, gasilski tovornjak je rdeče barve, cev je lahko tudi rumena, jaz sem se odločila za modro, sirena in lučke so tukaj le rumene, rdeče in oranžne barve. Ampak zapomnite si, da gasilski tovornjak sicer je rdeče barve, ampak če je vam ljubša kakšna druga barva, zakaj pa ne? Evo, še ena slikica je za nami, zdaj pa je čas, da si rečemo adijo. Če bi se radi še družili z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Timi Kids TV. Objem, poljubček in pa do prihodnjič.